Haleluja. Govorimo o Božjih zapovedih, o Jezusovih zapovedih. Pogledali smo si 9 posebnih nagrad, če ostanemo v njegovih zapovedih. In danes bi rad pogledal, kaj vse je Jezus zapovedal v evangelih. Naj ti povem, to, kar je Jezus govoril v evangelih, to so njegova pravila igre, ki bojo vladala v Novem Jeruzalemu, na novi zemlji. To so pravila Božjega kraljestva. To je ful močna stvar. In po Svetem Duhu si zmagovalec v Jezusu, sediš z njim na prestolu, nisi več pod duhom tega sveta. Haleluja, ampak hudič se bo skozi trudil priti v tvoje življenje, tako da hodiš v grehu, tako da te porine nazaj v temo, vabil te bo. In kralj tega sveta, Bog tega sveta, hudič, on laže že od začetka. On je govoril Evi, to ni dost, kad ti je Bog dal, rabaš nekaj več. In to je glavna laž hudiča, Bog ni dost. Če se boš njemu predal, ti bo vedno nekaj manjkalo. Če boš se odločil, da sprejmaš Jezusa, da slediš njemu, da hodiš za njim, ne boš nikoli toliko srečen, kakor če bi ful grešil, pa delal, kar sam hočeš. In to je totalna laž. Ker vsak korak, ki ga narediš, čim greš stran od Boga, si padel v zvezanost in si zvezan totalno. Mislil si, da boš svoboden, si pa zvezan. Edina svoboda je v Jezusu Kristusu. Kogar sin osvobodi, je resnično svoboden. Haleluja. Tako da, naj ti povem, ne verjeti luciferijanskim lažem, da nikoli ne boš čisto srečen, če vse predaš Bogu. Ne. Več, ko se mu predaš, bolj boš srečen, bolj boš izpolnjen, bolj boš blagoslovljen in vse ti bo šlo milijonkrat boš, kakor če sam nekaj mutiš, pa delaš kompromise. In kaj vse je Jezus zapovedal? Dajmo si na hitro pogledati, mogoče bomo šli čez pol teh stvari danes in čez pol jutri. On je rekel, poglejmo si, prvič, v Mateju 5:23, če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, pusti svoj dar tam pred oltarjem in pojdi in spravi se najprej svojim bratom in potem pridi in daruj svoj dar. Se pravi, prva njegova zapoved, hodi v spravi, pobotaj se, hodi v harmoniji z drugimi, razločuj njihove potrebe in zgradi mostove, bolj vrednot ljudi, kakor stvari. To je vse njegova zapoved, haleluja. Sprav se z ljudmi, ki imajo kaj proti tebi, haleluja. In včasih je to ful težko, ampak ima veliko nagrado. Drugič, rekel je, če ti desno tvoje oko pokušuje, izderi ga in vrzi od sebe, kajti bolje ti je, da pogine eden tvojih udov, kakor da bo celo tvoje telo vrženo v pekel. Se pravi, on je rekel, ne prišuštvuj, ne prišuštvati. A je to rekel zato, ker noče, da se imaš fajn? Zakaj moraš imeti zdaj spolne odnose samo s svojo ženo? Zato, ker ne veš, da če se dva združita skupaj, postaneta eno meso. In ti imaš samo eno srce. Če ga razdeliš na več žensk, boš čist razdvojen. Če si ženska, imaj enega moža, haleluja. Zakaj? Ker če ne boš razdeljena, uničena, razsuta in pa boš rabila poslušati notranje ozdravljenje in hvala Bogu, on te bo zdravil, ampak zakaj iti čez vse te probleme? Boljše, da nikoli ne greš v njih, haleluja. Zato njegova zapoved je the best. Ne prišuštvuj, ne se s tem ukvarjati, zaščiti svoj zakon, zaščiti svojo družino, zaščiti svoje otroke, obvladuj svoje fizične apetite, svojih čutil in izgrajuj raje duhovna čutila, da razločuješ, kaj je dobro in kaj je hudo. Tretjič, Jezus rekel, drž se svoje besede. Tvoj da ne bo da, ne bo ne, karkoli več tega je od hudega. Se pravi, ko nekaj obljubaš, pa to ne narediš, nimaš več osebne integritete. Kako boš pol verjel Bogu, če še samo sebi ne moš verjeti? Razumevanje moči besed in pričakovanja je izrednega pomena, kadar hočeš, da so tvoje molitve slišane. Naprej, Jezus pravi, 5 ekstra miljo, kad te prosil 1 miljo, 5 2, Matej 5:38. Se pravi, naredi več, kakor se od tebe pričakuje. Če bi rad izstopil, če bi rad bil opazen, če bi rad napredoval, če ne bi rad bil samo en običajen človek, naredi samo malo več, kakor se od tebe zahteva. Sem njegove zapovedi so res the best, haleluja. Po naprej, Jezus rekel, ljubite svoje sovražnike, Matej 5:44. Se pravi, lahko je ljubiti samo te, ki tebe ljubijo, ampak sovražnikov boš tako uničil, da postanejo tvoji prijatelji. Čemorkoli boš dajal energijo, tista stvar bo napredovala. Če hraniš sovraštvo, boš dobil še več sovraštva. Če ljubiš sovražnike, hraniš pa zelo močnega nasprotnega duha, ki ti bo vrnil z mirom tvojega razuma. Sprav, ti boš naenkrat hodil v ljubezni. Pogledali smo si 5 Jezusovih zapovedi, naslednjič gremo še naprej. In vse to je tvoje, vse to ti pripada. Po Svetem Duhu imaš oblast in si to že sprejel v svoj srce. Zdaj samo odločiš se po veri in to aktiviraš in hodiš v tem. Ne moli Bog, da mi ljubezen, samo reči, hvala Bog, da si mi že dal ljubezen. Aktiviraj v svojem duhu. Vse, kar je on zapovedal, je že v tebi. Haleluja. Bote blagosloveni, se slišimo jutri.